Z vojsko poleteli na Kredarico, z božičkom na vlak. Slovenci popijemo vse več penine. Dober večer. Sonce, mraz in temperature krepko pod lediščem. Tudi to je Kredarica, najvišje ležeča meteorološka postaja pri nas, ki v teh dneh ponuja zavidljivo zimsko kuliso. Naša novinarska ekipa je na pobudo Slovenske vojske preverila, kako meteorologi preživljajo svoj delovni dan v tem mrzlem prazničnem času. Ali bomo poleteli na Kredarico, je bilo zaradi vremenskih razmer do zadnjega negotova. A so usposobljeni pripadniki Slovenske vojske poskrbeli, da sta bila tako vzlet kot pristanek zelo varna. Mi imamo omejeno maksimalno hitrost vetra, s tem, da ta maksimalna hitrost vetra je na takem terenu, kot smo bili zdaj, še bolj, bi rekel, stvar je še bolj občutljiva zaradi tega, ker veter ne piha konstantno, ampak je turbulenten. In zato smo ta let, ki je bil danes planiran za 11. uro, prestavili na 13. uro. Na Kredarici nas je pozdravilo sonce, veter pa nas je skoraj odpihnil z 2515 metrov visoke vremenske opazovalnice. Med drugim smo izvedeli, kako poteka delovni dan meteorologa. Zdaj se menjava, eden izjutraj, eden popoldan. Staneš tam v 3, malo čez 3, da se prepraviš, potem imaš ob 4 depešo, potem to traja do 1 popoldne, potem pa drug zamenja in dela do 9 zvečer. Podatke meritev pošiljajo na Agencijo Republike Slovenije za okolje vsako uro. To je meteorološka hišica, noter se odčita temperatura, ki je zdaj trenutno za današnje pogoje kar v redu, -14 stopinj, vlaga je pa 70%. Vreme se zboljšuje, čez praznike bo kar v redu, tudi veter se bo umiril. Na Kredarici je sicer po zadnjih podatkih dober meter snega, več pa v reportaži v prihodnjih dneh. Zdaj pa v svetniške klopi. Kot zadnji v letu 2014 so se na občinski seji sestali mirenski občinski svetniki. Seznanili so se s predlogom proračuna za prihodnji 2 leti in ga posredovali v javno razpravo. V letu 2015 sicer pričakujejo skoraj 3,7 milijona evrov prihodkov, 4 milijone evrov odhodkov in zadolževanje za 400 tisočakov. Največ prihodkov pričakujejo od dohodnine, pri tem pa jih skrbi, da bo država uresničila svojo napoved glede zmanjšanja povprečnine. To bi namreč ogrozilo ne samo financiranje naložb, temveč tudi tekočih zadev. Med transfernimi prihodki je največji delež načrtovan z proračuna Evropske unije, ki se realizira preko državnega proračuna sicer, in pa pač seveda si želimo in upamo, da država ne bo zmanjšala prihodkov za sofinanciranje investicij na osnovi 21. člena Zakona o financiranju občin. Proračun za leto 2015 je sicer izrazito naložbeno naravnan. Poudarek bo predvsem na vodooskrbi, pri tem bo v ospredju gradnja vodovoda Zabrdje-Praprotnica. Jaz sem prepričan, da bomo realizirali še nekaj drugih manjših projektov, kajti tudi z manjšimi projekti nekako urejamo vodooskrbo, urejamo tudi urejenost cest, komunalne infrastrukture, pa tudi potem vsega tistega, kar bogati življenje v lokalni skupnosti. Odobrena sredstva so trenutno za vodovod Stara Gora Praprotnica, dočim za ostalo pač načrtujemo v novi finančni perspektivi, da bomo sredstva pridobili. Kolikor jih seveda ne bo, bodo projekti se odloženi oziroma potreba zagotoviti sredstva iz proračuna. V letu 2016 pričakujejo 3,2 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 3,1 milijona evrov odhodkov. Do sprejetja proračuna bo sicer veljal sklep o začasnem financiranju. Približno 3 milijone 800 tisoč evrov pa sta na prihodkovni strani težka proračuna za leti 2015 in 2016 v občini Dolenjske Toplice. Prihodnje leto bodo porabili še privarčevanih 400 tisočakov, v letu 2016 pa so odhodki podobni prihodkom. Takšen osnutek proračuna so svetniki soglasno potrdili.
Predvidoma od 5. januarja bo proračun v javni obravnavi, svetniki in občani pa bodo nanj lahko podali pripombe. Za konec januarja pa župan predvideva dokončen sprejem. Proračuna sta sicer na trhlih temeljih, je svetnikom razložil župan, saj še ni jasno, kolikšna bo povprečnina in kako bo z denarjem iz 23. člena zakona o financiranju občin. V sam proračun smo vgradili 525 evrov glavarine, brez primerne porabe in tudi brez 21. oziroma 23. člena zakona o financiranju občin. Marca ali najkasneje aprila bo tako treba sprejeti rebalans, je že zdaj prepričan župan. Sicer pa v prihodnjem letu ospredje postavljajo: Na vsak način moramo nadaljevati z izgradnjo suhokranjskega vodovoda, to je njegova prva faza. Stala nas bo poleg letošnjih 100 tisoč, v naslednjem letu še približno 300 tisoč evrov. Začeli bomo z intenzivnimi pripravami na gradnjo oziroma sanacijo čistilne naprave. Na ministrstva pritiskajo tudi glede obvoznice, pripravili pa bodo še nekaj projektov za kanalizacijske vaške sisteme, da bi se z njimi lahko javili na razpise. Še vedno pa ni jasno, kdaj bodo od države dobili denar za suhokranjski vodovod. Mi smo še vseeno v tej predpostavki, bi rekel, pustili, da bo država sofinancirala, vendar vekolikor to do marca ne bo, potem bomo pač morali tisto vsoto, ki jo pričakujemo od države, to je približno 300 tisoč evrov, zagotoviti iz lastnega proračuna. Sicer pa je župan pohvalil delo svetnikov in dejal, da se je odločitev, da bodo delovali enotno, brez koalicije in opozicije, izkazala za dobro. Praznični dnevi so odlična priložnost, da otrokom na različne načine pričaramo nove izkušnje. Ena teh je bila za mnoge mlade nadebudneže tudi vožnja z božičnim vlakom od Novega mesta do Metlike in nazaj. Vlak je bil nabito poln, na njem pa je bilo 450 otrok, skupaj pa približno 700 ljudi. Osnovni namen je, da naše članice povabimo enkrat na leto na vlak, tako da se tudi njihovi otroci seznanijo z samo železnico, njenim delovanjem. Istočasno so pa dnevi praznikov, tukaj je božiček z nami. V Metliki je potnike čakala tudi predstava, ki je dodala piko na i celotni izkušnji. Odziv ljudi na božične vožnje z vlakom pa je vedno odličen. Mi imamo to že 15 leto zaporedoma, torej nas veseli, da so naši starši pridni, skrbijo za narastek in vedno se vrti številka tam nekje od 400 do 450, letos je v bistvu rekordno leto. Seveda je to odlična priložnost tudi za promocijo slovenskih železnic njihovim bodočim uporabnikom. Otroci se spoznajo, vidijo postaje, vidijo vlake, grejo tudi do strojevodje, vidijo, kako sama stvar funkcionira, kakšen nadobudnež dobi tudi v roke piščalko, malo zatrobijo in se spoznavajo z popolnoma drugim svetom. Božiček je vsakega otroka na poti nazaj v Novo mesto tudi nagradil. Čeprav je zima v zadnjih dneh dodobra pokazala svoje zobe in pobelila naravo, pa je v šotoru v Dolenjskih Toplicah potekal sedaj že tradicionalni dogodek Ni zime, kjer so na svoje prišli ljubitelji slovenske glasbe. Najbolj zveneča imena, ki so nastopila na festivalu, so bili Modrijani, Kingstoni in Midva. Ja, v prvi vrsti zaradi Midva. Drugač pa zato, da se nekaj dogaja, da se nekam gre, da srečaš prijatelje, pa da se imaš lušno. Ja, prišel sem predvsem zaradi tega, ker smo se s kolegi namenili. Je fino, da smo se po dolgem cajtu spet malo dobili. Drugač, danes kar v redu špilajo. Četrto leto zapored je zadnji konec tedna v koledarskem letu rezerviran za topliški festival Ni zime. Začeli smo čisto, pa dajmo, da se v Dolenjskih Toplicah nekaj dogaja. To je preraslo res v eno tako tradicionalno prireditev Ni zime. Izbor tak, kakršen je, držimo se slovenskih bendov, probamo držati ta trend tudi naprej. Midva se sicer ponašajo z najbolj prodajanim albumom slovenskega izvajalca v letošnjem letu. Veliko dobrega pa želijo tudi v prihajajočem. Pa jaz bi želel, da se tale trend, ki vztrajno kaže navzdol, enkrat vendarle obrne. In zakaj ne je bilo to leto 2015? Upam torej, da bo boljša gospodarska situacija, več pozitivizma. V 3 dneh je bil šotor v Dolenjskih Toplicah, na zadovoljstvo prirediteljev, spet nabito poln z zadovoljnimi obiskovalci. Po statističnih podatkih smo Slovenci pred dobrimi 10 leti popili manj kot 2 decilitra penine na leto. V zadnjih letih pa se je potrošnja penečih vin močno povečala.
Penine so vedno bolj priljubljene, pa ne le v času novoletnih praznovanj, ko so nepogrešljive, pravijo belokranjski pridelovalci penin, ki so svoja peneča vina ponudili v pokušino na tradicionalnem decembrskem večeru penin v Črnomaljski kleti. Mi recimo novembra pa decembra pol letnika prodamo, pol pa še ostalih 10 mesecev, tako da se tudi med letom penine kar dobro prodajajo. Čar penine je v mehurčkih, ne v teh vijačnicah, v teh obročkih, venčkih, ki se zbirajo okrog kozarčka. Ne? Pomembno pa je, da penino pravilno postrežemo. Ohlajena naj bo med 5 in 8 stopinj Celzija. Ponudimo pa jo v visokih, ozkih in pecljatih kozarcih s tankimi stenami, da so mehurčki čim tanjši in čim dlje časa potujejo k višku. Tudi kvalitetna penina včasih v nepravilnem kozarčku nima lepih mehurčkov. Teh bo manj tudi, če bo kozarec, s katerega točimo penino, moker, dodaja Simonič, največji belokranjski pridelovalec penečih vin. Pomembno pa je vedeti, da steklenice ne odpiramo s pokom in škropljenjem naokrog in da penino točimo počasi, po steni kozarca, da se ne peni preveč. Bonton pa narekuje, da s kozarcem s penino ne trkamo. Če smo v eni družbi, ki se ne poznamo v kakem poslovnem dogodku, ne, načeloma se samo nakaže s kozarcem, se ne trka. Ne. Če smo pa v družbi, ki smo sami domači, ki smo prijatelji, ki se imamo fajn, ne, pa tudi trkanje s penino ni nič narobe. Sicer pa se kar nekaj belokranjskih vinarjev lahko pohvali z odlično penino, ki pa je ni tako lahko pridelati. Ni tako pač enostavno, moraš imeti opremo, posebej še znanje za to. In očitno ga vinarji premorejo, saj slovenska peneča vina v svetovnem merilu kotirajo izjemno visoko po kakovosti, hkrati pa dokaj nizko po ceni. Leto 2014 je v zadnjih izdihljajih. Bilo je pestro, zanimivo, vznemirljivo, včasih neprijazno. V nocojšnjih novicah preverjamo, po čem si ga bo najbolj zapomnilo 10 župan ali županov jugovzhodne Slovenije. Jutri pa sledi druga polovica. Prav gotovo si ga zapomnil po letošnjih županskih volitvah in prevzemu te dolžnosti. To bo sigurno na nek način tisto, kar me bo tudi v življenju naprej zaznamovalo. Je zdaj že 8 let županovanja za mano, stopam v 9. leto. Mislim, da tudi zelo lepo zaključujemo leto. To se pravi, da smo večino projektov, ki so bili v proračunu, tudi izvedeli. Začetek gradnje pešmostu čez reko Krko. Dejansko o tem mostu oziroma o tej gradnji se je govorilo že takrat, ko sem jaz hodil v osnovno šolo. Po volitvah, po izjemno veliki podpori, ki so mi jo volivke in volivci dali, bila je ena najvišjih v državi in to seveda pomeni priznanje za dosedanje delo. Izredno pomembno je prihod podjetja Akrapovič in s tem kar dobra omilitev socialnega stanja na območju občine Črnomelj, lahko tudi za celotno Belo krajino, tudi gradnja obvoznice in dosti pospešena gradnja primarnih vodovodov. Predvsem dokončanje poslovne cone v Dobruški vasi, mislim, da je to ključno zadevo za občino Škocjan. Osebno sem to leto najbolj zapomnil po 2 dokončanih projektih, energetskih projektih na Dobu, namreč dokončali in zagnali smo kotlarno na lesne sekance, v septembru pa tudi dokončali in zagnali elektrarno na lesne sekance. Večina teh projektov, ki jih je bilo zastavljenih, je tudi uspešno realiziranih in vesel sem, da so s tem največ dobili tudi ljudje, ki seveda ob teh projektih živijo in jih tudi uporabljajo. Zadnji mesec tega leta si bom pa predvsem zapomnil po res izjemni aroganci vlade, ki je dobesedno Posavje in pa Brežice želi postavljati na eno bistveno nižjo stopnico, kot smo si pa v zadnjih 20 letih dosegli. Najbolj sem si zapomnil po teh katastrofalnih poplavah, ki smo jih doživeli letošnjem septembru. Drugače pa tudi nekaj dobrih investicij, dokončanje vrtca novega. Spomini končujemo današnje novice in vam želimo topel večer. Nasvidenje.